Občina bi kupila športni center Pohorje za 10 milijonov evrov. V Mariboru veliko zanimanje za nakup občinskih stanovanj. Zveza Sonček z vrsto počitniških programov. Dober večer želim. Pred časom smo v našem dnevniku že poročali o nič kaj zavedljivem položaju, v katerem se je znašel športni center Pohorje. Njegovo reševanje je včeraj doseglo preobrat. Mestna uprava je na izredni seji mestnega sveta razkrila, da želi od lastnika, Družbe za upravljanje terjatev bank, za 10 milijonov evrov odkupiti celotno podjetje z žičniškimi napravami in hoteli Ured. A pod pogojem, da je družba po nakupu prosta vseh bremen. Teh se je nabralo za skoraj 73 milijonov evrov. 51 milijonov je prenesenih na slabo banko. Nezavezujočo ponudbo za odkup 97-odstotnega deleža športnega centra Pohorje je župan svojo ekipo na slabo banko poslal že v začetku tedna. Šele včeraj pa je v nameri seznanil tudi mestne svetnike. Če stopimo skupaj, lahko športni center preživi te kritične mesece. Ti so pa ti pred začetkom poletne turistične sezone. V 10 letih bi za prezadolženo podjetje odšteli 10 milijonov evrov. Občina kupuje mačka v žaklju, so se burno odzvali mestni svetniki. Smo brez gradiv obravnavali neko tematiko, ki lahko potencialno obremeni to občino za več 10 milijonov evrov po naših ocenah. Ne vemo točno, koliko bo ta nakup, bi rekel, na koncu res občino stal. Na tretji strani tudi ne vemo, zakaj občina to kupuje. Do skrbnega pregleda podjetja naj bi bili upravičeni šele po vložitvi ponudbe. A župan je jasen, posredovanje je nujno. V primeru stečaja bi pohorska vzpenjača prešla v last občine. Ta bi morala nato poravnati vse dolgove za gradnjo žičnice in vrniti evropski denar, skupaj 18 milijonov evrov. Zakaj moramo nespametne odločitve lastnikov v preteklosti sanirati Mariborčani, se sprašujejo svetniki. Gre za 6 lastnikov, ki so seveda povzročili tako veliko milijonsko luknjo v podjetju Športni center Maribor. Gre za 60 milijonov evrov. Niso pri reševanju tega podjetja pripravljeni storiti prav ničesar. Stečaj neizogibanje, potrdilo vodstvo. Zaradi slabe zime imajo 1,5 milijona izgube. 100 zaposlenih še vedno čaka na marčevske plače. Plače bodo jutri izplačane. Zagotovljene bodo pa izvira, tako kot sem dejal, koncesijskih obveznosti Mestna občina Maribor do športnega centra Pohorje. Na slabi banki so potrdili, da so prejeli ponudbo, a je, dokler so pogajanja v teku, ne bodo komentirali. V tovarni kemičnih izdelkov Pinus iz Rač se razmere še zaostrujejo. Podjetju ponovno grozi blokada računov. Delavci še vedno niso prejeli celotne marčevske plače. Uprava obljublja, da bodo preostanek dobili do konca tega meseca. Sicer so podjetju, ki je že preneseno na Družbo za upravljanje bančnih terjatev, pridobili nekaj novih poslov. Še vedno pa se zatika pri denarju za nabavo surovin. Pinus je v likvidnostnih težavah od septembra lani. 170 upnikov je v prisilni poravnavi prijavilo za več kot 40 milijonov evrov terjatev. Medobčinski stanovanjski sklad Maribor bo na javni dražbi prodal več kot 50 občinskih stanovanj. Stanovanje starejšega datuma potrebuje obnovo, temu primerne so tudi dokaj nizke izklicne cene, ki pa so posledično privlačne za kupce. Zanimanje je tolikšno, da bo dražba namesto na občini potekala v Kino Udarnik. V blokih na Taboru so si 10 stanovanj včeraj in danes ogledali številni morebitni kupci. Poleg cene jih pritegne še mirno okolje na obrobju Maribora. Stanovanja so zgleda rabljena, malo starejša, zanimajo nas, ker se en del družine seli v Maribor. Vseh 51 občinskih stanovanj, kolikor jih bo 22. maja šlo na dražbo, je pretežno starejših, že nekaj časa praznih in tudi dotrajanih. Kupiti pa bo mogoče vse, od podstrešne sobice do 3-sobnega stanovanja. Gre za stanovanja, kjer je v bistvu naša tehnična služba ugotovila, da bo vložek investicije oziroma vlaganja prevelik, zato smo se tudi odločili, da ta stanovanja uvrstimo na javno dražbo. Temu primerno so nizke tudi izklicne cene, od 6.000 evrov za garsonjero do 29.000 za 2-sobno stanovanje. Stanovanja so bila ocenjena strani pooblaščenega cenilca, to je izklicna cena. Cene so primerne take sploh za nas mlade, ko ne moremo si privoščiti ne vem kako velikih kreditov. Je to za možnost. Kak bo pa pol na dražbi, seveda ta cena poskočila, je pa drugo.
Resni kupci med ogledi stanovanj sicer ugotavljajo predvsem, koliko bodo dodatno odšteli za obnovo. Po mnenju arhitekta, ki si je nekaj stanovanj tudi ogledal, so nekatera uničena le površinsko. Vse je odvisno od tega, kako globoko greš za obnovo. Je pa dejstvo, da se da dosti lepo obnoviti. Ukolikor vseh stanovanj na tokratni dražbi ne bodo prodali, bo sklad izvedel še 2 dražbi letos. No, za jutri predvidena dražba še nedokončane župnijske cerkve v Košakih bo najverjetneje odpovedana. Varščine za cerkev, ki se je na dražbi znašla zaradi dolgov do izvajalca gradbenih del SCT, namreč ni vplačal nihče. V nadškofiji medtem iščejo rešitev. Cerkev je ocenjena na dobrih 1,6 milijona evrov. Če bi prišlo do druge dražbe, pa bi lahko njena izklicna cena znašala le še 800 000 evrov. Mariborski kriminalisti so zaradi smrti 20-letnega sodelavca Elektra Maribor, ki je umrl februarja letos, ob odpravljanju posledic žledoloma na območju Slovenske Bistrice, kazensko ovadili 2 delavca. Ta kot odgovorni osebi pri vodenju del namreč nista ravnala po predpisih ter tehničnih pravilih o varnostnih ukrepih, zaradi česar je umrl njihov sodelavec. Kriminalisti so ovadili tudi pravno osebo, po neuradnih navedbah gre za družbo Elektro Maribor. Deloma bolj dobičkonosni časi se, kot kaže, obetajo mariborskemu letališču. Tako so predstavili letošnje čarterske polete na dopustniške destinacije v organizaciji 5 slovenskih turističnih agencij. Nekatere za odhode iz Maribora ponujajo nekoliko nižje cene kot z drugih bližnjih letališč. Vodstvo aerodroma v teh poletno-počitniških poletih vidi priložnost za dodaten dohodek in razvoj letališča, ki v glavnem samema. Svetla izjema so le občasni čarterski poleti, s katerimi se je lani prepeljalo 15 000 potnikov. Med junijem in septembrom bo z tega letališča tedensko poletelo 5 letal, 2 več kot lani. To pomeni vsaj 5 do 10 000 potnikov več. Glede na odzive, ki jih imamo strani agencij, tudi dokaj dobro polnijo te destinacije, tako da mi se, kar se letališča tiče, v polni meri pripravljamo, da bomo imeli dovolj osebja. Problem je bolj v tem, da mariborsko letališče ni bilo prepoznavno v Sloveniji kot eno izmed ključnih projektov, v katerega se splača vlagati, in naša udeležba turističnih agencij je samo nadgradnja tega, kar je občina oziroma regija začela. Potniki bodo iz Maribora potovali na različna letališča v Turčijo in Grčijo. Leti na Antalijo, na to se pa stranke lahko odločijo za različne pokrajine, se pravi Kemer, Side, Lara, Belek in Alanjo. Kot dobro izhodišče za poletni oddih se je letališče izkazalo že prejšnja leta. Predvsem želimo podaljšati sezono v september in glede na povpraševanja, kakršna so v tem letu, beležimo že sedaj nekje od 20 do 30% porast. Ne računamo samo na slovenski, se pravi ožji štajerski, savinjski del, temveč tudi na sosednjo Avstrijo, ne nazadnje Madžarsko in pa Hrvaško. Na letališču se za prihodnje leto dogovarjajo tudi za redno povezavo, kam pa bo odvisna od dogovora z lokalnimi turističnimi subjekti. Prav tako še niso našli strateškega partnerja, ki bi uredil infrastrukturo za tovorni promet. Otroci in odrasli s cerebralno paralizo ter drugimi invalidnostmi zelo radi počitnikujejo. Zveza Sonček in Regijska društva za cerebralno paralizo bodo tudi letos pripravila rehabilitacijske in počitniške programe za otroke in odrasle s cerebralno paralizo ter drugimi invalidnostmi. Na počitnice vabijo tudi zdrave otroke, saj spodbujajo sobivanje in s tem rušijo različne predsodke. Tabuje podira tudi Andreja iz Maribora, ki se je danes brez strahu podala na plezalno steno. Hotela sem dobiti občutek, kako je na steni. V vrtičah blizu Kungote pri Mariboru in tudi v terapevtskem centru v Elerih nad Ankaranom letos pričakujejo okoli 170 otrok in 130 odraslih. Zanje so pripravili različne športne in družabne dejavnosti, tudi izlete v bližnjo okolico. Predvsem gre za športne aktivnosti, od veslanja, plavanja, lokostrelstva. Na obeh lokacijah imamo tudi bazen, tako da kopanje poteka kar pogosto čez poletje. Odšli bodo tudi na Kolpo in v Baško grapo blizu Tolmina. Hkrati so za odrasle s cerebralno paralizo pripravili obnovitveni rehabilitacijski program, kot je recimo jahanje.
Cilj je ohranjati njihovo samostojnost, potem preko fizioterapije izboljšati njihove funkcionalne sposobnosti. Cilj je tudi koristno preživljanje prostega časa, kajti žal imajo osebe z invalidnostjo še vedno premalo teh možnosti. Cilj je tudi socialno vključevanje, pridobivanje novih prijateljev. Na zvezi Sonček pa menijo, da pot do socialne vključenosti ni samo rehabilitacija. Določenih oviranosti, motenj se ne da odpraviti, z njimi je potrebno samo živeti in si življenje in vse aktivnosti prilagoditi tudi tej oviranosti. V 30 letih je tako zveza pomagala številnim osebam s cerebralno paralizo, pa tudi njihovim svojcem. V društva se združuje več kot 4000 ljudi. Od počitnic pa še v kulinariki. V ptujskem Pinorijskem samostanu bo od prihodnjega četrtka do nedelje potekala jubilejna že 25. državna razstava dobrot slovenskih kmetij. Razstavo kmečkih dobrot pripravljata Kmetijska svetovalna služba Ptuj in Ptujska mestna občina ob pomoči kmetic in kmetov iz vse Slovenije. V četrt stoletja je prerasla v največjo državno razstavo kulinaričnih izdelkov s kmetij. Kakovost izdelkov pa je tolikšna, da si najvišje zlato priznanje prisluži že skoraj polovica od 1100 razstavljenih domačih izdelkov. Če smo takrat leta 90 še bolj skromno razmišljali, da je to ena od priložnosti razvoja podeželja, je danes to dejstvo. Tudi letošnji program bo zelo bogat na tem, da o lokalni hrani se bo govorilo, o kratkih verigah, o možnostih neposredne prodaje, tudi v javne zavode, ki so potrošniki hrane. In to je danes veliko, bom rekel, spremenila se je v teh letih zakonodaja. Kmetije tudi bolj podjetno pristopajo in seveda imamo krasne ponudnike, ki že danes so na trženju teh izdelkov. To je tudi uspeh teh 25 let, gotovo. Še malo bomo pri naši vsakdanji hrani. Čez 7 dni bodo jubilejno razstavo dobroti slovenskih kmetij tudi uradno odprli in na njej na ogled in v pokušino postavili 13 kategorij izdelkov: med, vino, meso, kruh, mlečne izdelke. Prav te sta strokovni komisiji na Ptuju ocenjevali danes in ugotavljali, da število mlečnih izdelkov raste. Vzorci pa so vse bolj kakovostni. Na prvi razstavi dobrote slovenskih kmetij pred 25 leti so kmečke gospodinje na ogled postavile le 183 izdelkov. Danes pa? Prijavljenih je 1230 izdelkov in če jih bo 1100 nagrajenih, pomeni, da so skoraj vsi nagrajeni oziroma da naše kmetije izdelujejo zelo kvalitetne izdelke. Teden dni pred odprtjem jubilejne razstave poteka ocenjevanje mlečnih izdelkov. Pogledamo, kakšna je barva izdelka, kakšna je konsistenca oziroma testo pri sirih, potem pogledamo vonj in okus. In okus je najbolj merodajen. Vmes je treba delati pavze, da se okus popravi, da se zamenja okus. Rezultati več kot 200 izdelkov dokazujejo, da je kakovost vedno boljša. Letos bo podeljenih kar značilno več zlatih priznanj kot prejšnja leta. Vidimo, da so ljudje veliko znanja osvojili, napredovali, da so izdelki res boljši. Čedalje več kmetij se namreč že profesionalno ukvarja s prodajo domačih mlečnih dobrot. V preteklih letih nekaj časa bila odkupna cena mleka zelo slaba strani mlekarn ali pa tudi na svetovnem trgu in s to dodano vrednostjo naše manjše kmetije lahko dosežejo boljšo ceno, tržno ceno svojega mleka. Kmečke dobrote si počasi utirajo pot tudi v javne zavode, predvsem šole, vrtce in bolnišnice. Mnogi med njimi se tako že zavedajo, da je lokalno pridelana hrana veliko bolj zdrava in kakovostna, kljub temu pa je zanimanje zanjo še vedno premajhno. Ustavno sodišče je na današnji seji zavrnilo zahtevo za razveljavitev odloka o referendumu o arhivski noveli, ker je ocenilo, da na njeni podlagi ne bo moglo odločiti o nobenem pomembnem ustavnopravnem vprašanju. Referendum bo tako lahko potekal 8. junija, kot to predvideva odlok. Drugo dogajanje po Sloveniji pa v Slovenskih novicah, tudi koncu vlade premierke Alenke Bratušek. Hvala. Poslanke in poslanci so se danes seznanili z odstopom Alenke Bratušek z položaja predsednice vlade. S tem je mandat prenehal celotni vladi, torej tudi vsem ministrom. Vlada pa bo do imenovanja nove opravljala le še tekoče posle. Tako bodo nadaljevali delo na razdolževanju in prestrukturiranju slovenskega gospodarstva, kar je ključna naloga po sanaciji bančnega sistema. Če bo pripravljenost, bodo nadaljevali na zakonu o fiskalnem pravilu, kjer morajo poiskati dvotretjinsko soglasje.
Obenem nameravajo nadaljevati tudi z nujnimi spremembami na področju zdravstva. Pred Državno-zborsko preiskovalno komisijo je danes pričal Bine Kordež, nekdanji direktor Nakelskega Merkurja. Kordež je v Državni zbor prišel v spremstvu policistov z Doba, kjer sicer prestaja 6-letno zaporno kazen. Kot je povedal, za izgubljenih 250 milijonov od skupno 300 milijonskega posojila, ki ga je Merfin pri bankah najel za prevzem Merkurja, odgovornosti sam ne more prevzeti. Na današnji dan mineva 25 let od dneva, ko so predstavniki slovenskih opozicijskih gibanj na Kongresnem trgu v Ljubljani podpisali Majniško deklaracijo. Z njo so zahtevali suvereno državo slovenskega naroda. Deklaracijo, ki je bila sestavljena iz 3 točk, je na množičnem zborovanju v podporo četverici, obsojeni v aferi JBTZ, prebral danes že pokojni Tone Pavčak. Pa še malo kulture, tokrat obarvane z modo. V Pokrajinskem muzeju Maribor danes odpirajo mesec mode v muzeju. Izhodišče dogodkov in otvoritvene razstave so 20. leta prejšnjega stoletja. Dragocena oblačila iz muzejske kostumske zbirke ter fotografije iz tistega časa bodo spremljale še modne revije, pogovori z modnimi oblikovalci, predavanja, razstava dijakov in študentov, večer s Charlestona in urejanje pričesk v duhu 20 let prejšnjega stoletja. S tradicionalnim mesecem mode v Pokrajinskem muzeju Maribor nagovarjajo predvsem mlade in vse, ki želijo muzej spoznati tudi ob sproščenih in zabavnih zgodovinskih temah. No, tudi športa imamo nekaj. Nogometni prvoligaši so odigrali tekme 32. kroga. Na lestvici ni sprememb, Maribor ima še naprej 8 točk prednosti pred Rudarjem. Je pa Zavrč, kljub temu, da je z Domžalami igral neodločeno, za točko zmanjšal zaostanek za 4. uvrščeno Gorico. Za njo zdaj zaostaja 4 točke. Zavrč in Domžale sta še tretjič v tem prvenstvu odigrale neodločeno. Tokrat ni bilo zadetkov, pa tudi dobrega nogometa ne. Ob sicer bojeviti igri smo v močnem nalivu zabeležili le nekaj priložnosti. Mi nadaljujemo z dobrimi predstavami v fazi obrambe, nam pa trenutno manjka malce več poguma v napadu. Dejstvo je, da smo mi hoteli obdržati razliko med zasledujočo ekipo Domžal in to nam je uspelo in mi smo zadovoljni s to točko. 4 kola do konca želijo Haložani celo do Evrope. Ambicije so visoke, čeprav je nesporni šef kluba, ki je tudi glavni pokrovitelj in završki župan, objavil osebni stečaj. Glejte, klub ima sponzorje, ki redno nakazujejo sredstva, da klub živi, z mojim stečajem to ne pomeni nič, pa tudi za mene sam stečaj ne pomeni nič, jaz bom se zopet pobral. Završka zgodba gre naprej, kot je bila zamišljena, a vendarle je ključno povezana z Miranom Vukom. Tega pa so pred kratkim pretresle kriminalistične preiskave. Vse, kaj me ne ubija, me pojača, tako da jaz se na vse skup to, kaj se dogaja, požvižgam. Pa tudi zdaj jim povem, da naj se ne veselijo mojega poraza, ker še do življenja nisem zgubil, tudi danes ne bom. Danes so v Zavrču doživeli še pregled morebitnih finančnih nepravilnosti v nogometnem klubu. Veleposlaniki članice Evropske unije so dosegli načelni dogovor o zaostritvi sankcij proti Rusiji. Po njem je mogoče z zamrznitvijo premoženja kaznovati tudi podjetja na Krimu, ki podpirajo kršenje ozemeljske celovitosti in neodvisnosti Ukrajine, so danes pojasnili viri pri Evropski uniji. Za uveljavitev dogovora je sicer potrebna še potrditev na ministrski ravni. Tudi pri mednarodnih novicah na začetku poročamo o Ukrajini, natančneje o referendumu za neodvisnost. Proruski separatisti ne bodo preložili izvedbe referenduma o neodvisnosti v Doneku in Lugansku na vzhodu Ukrajine. Tamkajšnji prebivalci bodo tako kljub včerajšnjemu pozivu ruskega predsednika Putina o zadržanju referenduma na volišče odšli v nedeljo. Referendum bo najverjetneje še dodatno zaostril razmere na vzhodu Ukrajine, kjer poteka obsežna akcija ukrajinske vojske proti separatistom. Ob napadu pripadnikov skrajne islamistične skupine Boko Haram na neko tržnico na severovzhodu Nigerije je bilo ubitih najmanj 125 ljudi. Še vedno poteka tudi iskalna akcija za več kot 200 dekleti, ki jih je skupina Boko Haram ugrabila v minulih tednih. Pomoč nigerijskim oblastem pri iskanju deklet so po ZDA ponudile še Kitajska, Velika Britanija in Francija.
Južna Koreja dobre 3 tedne po brodolomu trajekta, ob katerem je umrlo 269 ljudi, 35 pa jih še pogrešajo, Davi odzela prostost direktorju družbe, lastnice trajekta. Sumijo ga povzročitve več ubojev in kršenja pomorskega prava. Južnokorejske oblasti bodo družbi odvzele dovoljenje za upravljanje trajektnih prevozov. Oči več milijonov gledalcev bodo tudi danes usmerjene na oder Kopenhagenske arene. Za 10 mest, ki vodijo v finale, se bo drevi s pesmijo Spet potegovala tudi slovenska predstavnica na Eurosongu Tinkara Kovač. Tinkara želi prebiti slovenski rekord, verjame pa v slovensko pesem, ki je intenzivna tako po besedilu kot glasbi. No, ob koncu pa še vremenska slika. Ponoči in jutri bo pretežno jasno. Jutri popoldne bodo na severozahodu države možne kratkotrajne plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 21 do 25 stopinj Celzija. V soboto bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Predvsem v gorskem svetu bodo možne kratkotrajne plohe. V nedeljo bo pretežno oblačno, v vzhodni Sloveniji sprva še delno jasno. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Popoldne se bodo v severni in zahodni Sloveniji začele pojavljati padavine, deloma nevihte, ki se bodo zvečer in v noči na ponedeljek razširile na vso Slovenijo. No, vsaj temperature so v prijetnem majskem razcvetu, če je sonce morda še nekoliko trmoglavo. Ob 20. vabljeni k ogledu večernih novic. Željo, da bi naš dnevnik spremljali tudi jutri, 9. maja, na dan Evrope in dan, ko je leta 1945 Ljubljana spet svobodno zadihala, se od vas poslavljamo in vam želimo prijeten preostanek večera. Nasvidenje.